dober večer pri našem prvem srečanju, tako imenovane družinske kateheze oziroma verouka za odrasle, se upravičujem, kateheze za odrasle. Me veseli, da smo se že na prvem srečanju zbrali na tako lepem številu. Torej kateheza za odrasle nosi zelo tak pomenljiv, vabljiv, pa hkrati tudi malce provokativen naslov. To je Pridi, nič se bati. Verjetno si je marsikdo od vas zastavil vprašanje, česa bi se sploh bali. Recimo tudi jaz si ga zastavil. Pa se mi zdi, da ko beseda oziroma misel nanese na vprašanje vere, cerkve, Boga, si vsak nekako ga je mogoče malce strah. Mogoče ga je strah tega, da bi odrinil pregloboko in bi se s tem mogel odpovedati ne vem čemu vsemu. Lahko ga je pa tudi strah tega, da bi se v družbi s tem, ko bi povedal, da je vernik, da hodi v cerkev, da veruje, torej, da bi se s tem, bom rekel, izpostavil kakšnim neprilikam ali čemu podobnemu. Skratka, naša srečanja so namenjena vsem tistim, ki iščejo Boga, ki se sprašujejo o smislu, o temeljih naše vere, o razlogih, zakaj veruje, zakaj verujemo v nekaj presežnega, nekaj, kar nas neskončno presega. Torej vsem tistim, ki iščemo, torej na eni strani tisti, ki vero še razpoznavajo, na novo odkrivajo, na drugi strani pa tudi tistim, ki želijo vero poglobiti oziroma razširiti poznavanje vere. Srečanja bodo potekala vsak drugi torek v oktobru, vsak drugi torek v mesecu, začenši torej z oktobrom. Bo pa potekalo tako, da bo župnik, torej monsignor dr. Jože Brut, najprej podal kratka razmišljanja, kratek nagovor, 20 do 30 minut, potem bo pa seveda lahko boste tudi vi zastavili vprašanja. Župnik je namreč ima veliko znanja, veliko srce in bo z veseljem odgovarjal na vaše vprašanja. Verjamem, da bomo s temi našimi srečanji stopili na neko novo pot, zdaj bi pa besedo kar predal gospodu župniku. Hvala lepa, sem upam, da nimam še razširjenega srca in podobnega. Hvala lepa, Marko, za tole predstavitev, za povabilo, dobrodošle in dobrodošli. Verjetno se vsi srečujemo, celo jaz sem se že kot duhovnik kdaj, ko so me otroci ali pa mladina vprašali, kaj pa to pomeni, da sem se znašel v zagati, ker nisem znal odgovoriti. Podobno se tudi kateheti in tako je naše življenje. Kar pomeni, da nam primanjkuje vedenja o temeljnih življenjskih stvarih, tudi če mislimo, da vemo in jih nosimo morda celo v globini svojega srca odgovore, ampak jih ne znamo ubesediti. Smo šloh, smo šibki. Se veste, recimo, tipičen primer take ljubezen, ko se dva zaljuta, kako če ji poveda, da jo vaja? S primerjavami, pa še tisto šepa. Tako je, te duhovne stvari torej so po svoje tako lepe, tako zahtevne, vidimo, da v bistvu na tem področju bistvo, temelj našega človeškega življenja, smo po izrazni moči zelo šibki. Zato, hvala Bogu, je cerkev v dolgi zgodovini 2000 let preč, pa še par tisoč let judovske zgodovine, kar veliko dobrega prejela od dobrega Boga. Tako da lahko tudi to uporabimo in še marsikaj drugega. Ampak to ne pomeni, da se moramo ustaviti. Ampak pravno nagrado. Vas povabim, da začnemo z molitvijo. Z Bogom bo začeto delo dober tek imeno, ali pa blagoslov, kako molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bude Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
še en odlomek, najbolj znan odlomek po moje iz znamenitih izpovedi Confessiones svetega Augustina. On je bil tak zanimiv možak, ker vam je svetoval, da si pridobite to knjigo, pa si jo preverjate. Ne samo tisti med vami, ki se morda pripravljate na prijem sakramenta, ampak tudi vsi ostali. No, in ko sta se z Gospodom srečala, on ga dolgo iskal na mnogih mestih, v glavnem na napačnih, ampak na koncu sta se našla in takole pravi. Pozno sem te vzljubil, lepota, večno davna, večno nova, pozno sem te vzljubil. In gled, bil si v meni in jaz sem bil zunaj. In tam sem te iskal. Nelep sem se gnal za lepimi stvarmi, ki si jih ti ustvaril. Z menoj si bil, jaz ne s teboj. Daleč od tebe so me držale stvari, ki sploh niso ne bi bivale, ko ne bi v tebi bivale. Vabil si in klical in grebil si mojo gluhoto. Bliskal si in žarel in pregnal si mojo slepoto. Sladko si mi dehtel in srkal sem tvoj von po tebi koprnil. Okusil sem te in sem te lačen in željen. Dotaknil si me in zagorel sem po tvojem miru. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Torej, če povzamemo ta Avguštinov stavek, da ne bi bilo lahko tudi takole. Gospod, jaz te ne bi sploh nikoli iskal, če me ti ne bi že davno našel. Ljubil si me in poznal in me vabil. In na koncu sva se srečala. In Avguštin je to tako lepo pesniško povedal, on je bil res filozof, retorik, mislec. Pozneje po spreobrnenju tudi katoličan in škof v svojem rodnem mestu. Tole sem nalažal, ker je večkrat ponavljamo zadnje čase in se mi zdi zelo pomembno spodbuda. Ko torej poslušamo o veri, ko hočemo se približati Bogu in temeljnim resnicam in smislu življenja, se ne smemo bati. Ne smemo se bati. Ne smemo se bati tudi včasih kaj narobe razumeti. Ker če narobe razumemo, lahko svojo nevednost ali zmoto popravimo. Najboljše je, če nam je vseeno. Ali pa mislimo, da že Boga držimo za brat. Če govorimo, da je Bog v človeški podobi, da ima brat, pa ne. Zato se ne bati. Jaz nisem se vštet v Svetem pismu, ampak tisti, ki se še bolj poznajo na Svetopismo kot jaz, pravi, da v Svetem pismu točno 365 je zapisano ne boj se ali ne bojte se. Se pravi, če rečemo po domače, točno za vsak dan enkrat. In če bi si mi zjutraj vsi, ko vstanemo, kratko zmolili in rekli, Jezus, vate zaupam, ne bom se bal. Verjamete, da bi dnevi šli bistveno drugače. No in tudi pri tem, ko boste poslušali, pa morda kakšno stvar slišali, ko boste tako, a je to mogoče, a je to mogoče. Da tudi vse v tem duhu spremljate, da se nam naše vere razširi in da kaj zvemo novega, ne? Da ne bomo ostali samo pri tem, kar vemo, ampak da bomo tudi, ker verjamemo, da bomo, kot Božja beseda pravi, prišli nekoč pred Gospoda, da bomo lahko čisto mirno rekli, Gospod, poglej, izkoristil sem. Izkoristil sem priliko, ki si dal. Nisem jo zamočil. Zakaj so ta srečanja, zakaj se mi zdi pomembno? Da znam povedati razloge svoje vere. Ne? To je prva stvar. Za nas, ki smo že dolga leta kristjani, sploh za tiste, ki smo kristjani od rojstva. Ko so nam starši po svoji dobroti, previdnosti in svoji veri, po svojih najboljših močeh dali tisto, kar so najlepše mogli tudi na tem duhovnem in verskem področju. In v prvem Petrovem pismu lepo pravi takole, Peter. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vedno. Jezus na nekem mestu dodaja še, da vključi še tisto povabilo, prej ne boj se. Vedno bolj pripravljen
In takrat, ko bo treba, ti bom jaz dal, oziroma duh ti bo dal govor. Tisti, ki ste Polanci, ste že slišali, če ste bili takrat pri Maši, ko so mene 82-83, ko sem bil pri vojaki, ko so me zaprli, jugoslovanski vojaki, torej vojska, obveščevalna služba, sta me potem zasliševala dva oficirja, podoficirja, počasnika. Eden po principu palice, drugi pa po principu korenčka, to so stare zasliševalne metode. Eni ti grozi, drugi ti pa obljublja nebesa. On ti je obljubljal, Jože, ti si pameten, pogledaj gimnazijo si naredil, pridruži se na partijo, stopi, mi bomo poskrbeli, karijera te čaka. Ta drugi je pa rekel, kako si neumen, v zapor greš. Glej, kam si šel v uniformi, zvezdo si šel v cerkev. Čeprav je bilo po ustavi dovoljeno sicer to, ker smo bila verska svoboda, nič novega. No in tako so me zaslišali, potem ta zaničil je mene tako začel povedati, kako morate biti vi verni tako neumni. Boga ni. Vse materije, pogledaj tole, produkcijski procesi, vse to, samo okrog tega se vrti. In to je v tej znanosti, ki jo mi zagovarjamo, to je to vse. Taki idiotizem, kot se vi greste v čistve zveze. Jaz sem bil seveda takrat prestrašen, star sem bil komaj 18 let. In takrat sem študiral, kaj bi mi odgovoril, in mi ni prišlo nič pametnega. Ampak sem prepričan, da je Sveti Duh v meni to spregovoril. In to s takim glasom, da je tisti podčasnik utihnil in šel drugega poklicati ven, sta so pri vratih rekla dve besedi, ki jih nisem slišal, in sta odšla. In čez 5 minut me je policija peljala nazaj v vojašnico. Namreč, kaj sem jaz takrat odgovoril? Ko je on govoril, ni Boga, jaz sem pa s čudnim glasom odgovoril, ima Boga. Se pravi, Bog je. In ona pa so bila tako presenečena, da... In jaz mislim, to ni bil moj odgovor, vem, da ni bil moj. Bog vedno odgovarja. Se pravi, ampak če bomo imeli podlogo, če rečem, in zaupamo Boga, Bog vedno odgovori. Ima Boga, torej Bog je. Rastemo v veri, v verskem znanju napredujem, odkrivam skrivnost večnega Boga in se hkrati tudi preko tega prepuščam Božjim dotikom. Veste, mi nikoli ne vemo, kako nas bo Bog nagovoril. Bog nagovarja na milijone načine. Če je Bog ljubezen in mi verjamemo, da naj bi bil, da je ljubezen, ljubezen pa je iznajdljiva. Že mi vemo, da je ljubezen iznajdljiva, naša človeška, kaj šele Bog čez čista ljubezen. In on torej v svoji previdnosti nas more na milijone načinov nagovoriti. Preden začnemo, ker bomo drugič v bistvu šele začeli veroizpoved prve člene, moramo nekaj pojmov razčistiti, ker moraš vedeti, o čem govorimo. Če namreč ne vemo, kaj je izročilo cerkve, če ne vemo, kaj je svetopismo, če ne vemo, kaj so apostoli, če ne vemo, kaj je cerkveno učiteljstvo, če ne vemo, kaj je verski čud Božjega ljudstva, ne moremo razumeti. In je fajn, da vse te stvari razumemo, zato boste Polanci vsaj tudi razumeli, kako župnik želi, da ste vi čim bolj dejavni v župnik. Ker Sveti Duh ne deluje samo po nas duhovnikih, ampak tudi po vsakem vernem človeku, celo po nevernih. Božjemu Duhu se nimamo pravice ustavljati. In to se pravi, najprej, ker imamo tukaj profesorja filozofije, pa ne bom zaradi njega molčal, ampak zaradi tega, ker se mi zdi, da bi rad samo nakazal temeljne stvari. Namreč, temeljna življenjska vprašanja, s katerimi se človek srečuje in katerim težko uide. Namreč, ko govorimo o človeku, pravi antropologija, da v bistvu lahko govorimo o ljudeh takrat, oziroma govorimo o naših ljudeh, homo sapiensu, takrat, ko so odkrili, da je tisti človek začel pokopavati svoje prednike. Zdaj pa koga pokoplješ? Ali živali kaj pokopavajo? Ne. Ko torej so naši človeški predniki, ki jih je malo more, naštevajo kar naprej, kar še odkrivajo, prvič pokopal človeka, če ostanemo pri razvojni teoriji,
Iz spoštovanja in iz vere v večno življenje je v bistvu pokazal, da je človek. Da to ne bi bil homo sapiens. Se pravi, ko je človek, tako znano sama govori, ko je pokazal svojo religioznost, vernost, takrat v bistvu lahko šele govorimo o človeku. Torej se človek razlikuje od vseh drugih biti po veri v transcendenco, v to, kar ga presega. Človek se torej vedno skoraj sprašuje o smislu življenja, o življenju nasploh, o posmrtnem življenju, o tem, kako živeti in zakaj tako živeti, kot živi in ali bi se splačalo živeti boljše. In ob vsem torej obstaja temeljno vprašanje, ki si ga človeštvo zastavlja od vsega začetka, hote ali ne hote, večina ljudi. In to je temeljno filozofsko vprašanje. Zakaj sploh kaj je in ne rajši nič? A se znamo na to odgovoriti? To je temeljno, to je osnova vse filozofije. In človeškega razmišljanja, če tako rečem. Je čisto razumsko vprašanje. Vemo pa, da razum odseva tudi našega človeškega duha. Sami vemo, da na svetu obstajajo cel kup filozofskih odgovorov na to vprašanje, pravzaprav poskusov. Ene vodi to vprašanje na odgovor, da je zadaj za vsemi stvarmi Bog. Eni se o teh vprašanjih sploh ne sprašujejo, vprašanje ignorirajo. Drugi so indiferentni in je vseeno, ali to vprašanje obstaja ali ne. Drugi se sprašujejo in nadevajo odgovor in so ujeti v svojo kulturo in v svojo logiko, ki jo imajo, in izkušnje. Nekateri preprosto ne morejo verjeti in se temu vprašanju izogibajo. Ne zaradi tega, ker bi na njega ne upali iskati odgovora. Ampak oni se bojijo, da bi odgovor jim prinesel nujno spremembo. To je bil en slovenski pesnik, ki ga ne bom imenoval. Je v 90-ih letih so imeli z njim pogovor in je bil objavljen intervju v časopisu Delo. In pripoveduje približno takole. Živim za Bežigradom v Ljubljani, na ulici, ki vodi do župnijske cerkve. In vsako nedeljo gledam ljudi, ki hodijo k maši. In vidim, da gredo z nekim pričakovanjem in hrepenenjem. In po maši vidim, da so drugačni, kot da bi nekaj tam tvojili in bi kar še tam klepetali, ostali in se veselili in vidim, da imajo vero. Jaz pa ne morem verovati. Tudi taki ljudje obstajajo. Ne more, ne najde, noče, ga je strah, se boji, da bo moral odgovoriti. Veste, to je lahko hudo človekovo breme. In če človek samo pri tem ostane, je težko življenje. Je težko življenje. In beži in se izogiba in dejansko ne more. Po drugi strani pa primeri mojega sodelavca nekdanjega, ki je prihajal k meni in trpel v bistvu, ker iskal vero in trpel, ker ni našel odgovora, pa ni upal narediti korak v vero. In potem, ko sem bil v stolnici, župnik je prišel enkrat mimo in me poišče in reče: Oče, zdaj pa verujem. In se vrne in gre. On je našel. On je našel odgovor. Iskal ga je in ga naše svesti je zasedišče. Je rekel, kdo išče najde, kdo trga se mu odpre, kdo prosi prejme, nič tako strašnega. Se pravi, na to temeljno vprašanje vsa filozofija in vse človeštvo odgovarja, uspešno, manj uspešno, da se marsikaj povedati, kam vse so zašli, ampak pustimo, ni to naše področje. Naše temeljno krščanstvo in seveda tudi judovsko prepričanje pa je, da je človek zmožen Boga. Se pravi, da ga je zmožen poiskati s pomočjo razuma, s pomočjo izkušnje, s pomočjo misli, s pomočjo izkušnje drugih, enim celo trpljenju. Človek je torej zmožen Boga. In apostol Pavel je v pismu Rimljanom to svoje čudovito povedal. Ta stavek si večkrat preberete in pravi:
saj jim je to, kar je mogoče spoznati v Bogu, očitno. Sam Bog jim je namreč to razodel, kajti od stvarjenja sveta najprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjeni biti, njegovo večno mogočnost in njegovo božanskost. In res, ko človek opazuje naravo, ko gleda ta lepi svet, ko gleda ljudi, ko gleda lepoto ljudi, jaz polezeti in gledam, če sem morda bil še kot mlajši, sem gledal predvsem zunanjo lepoto, z leti videvaš notranjo lepoto človeka toliko bolj. In ko vidiš to Božje delo v tem človeku, ne? In potem tudi razumeš svetopismo Stare zaveze, ki pravi, da je veselje, Božje veselje bivati z ljudmi. Bogu je to največje veselje, bivati ali pa živeti z ljudmi. In tega, se pravi, zato smo nekako povabljeni, da vse, kar imamo, razum, kulturne danosti, talente, spol, inteligenčni ocen, ki ga imamo zelo različni, karkoli že uporabljamo za to, da bi prišli do ugotovitve, Bog je. In mnogi pridejo do te ugotovitve. Zelo veliko ljudi pride celo do te ugotovitve. Ampak žal samo pri tem ostanejo. To sem že tudi po ramah povedal, pa še enkrat bom. Ko smo naše fante pripravljali na odhod v Afganistan ali pa v operacije kriznega odzivanja, smo mi vedno imeli tudi pripravo fantov z področja kulture, vere, običajev na področju, kamor so šli. No in tisto leto smo takrat pripravo naše specialce, ki so šli v Afganistan. In mi tudi govorim o Bogu, pa povem, kako oni gledajo drugače na Boga, sicer verujejo kot mi v enega Boga, ampak ne drugače ga razumejo. In volam pridem tak močan, to so res možakarji, ki mišičasti telesno in tudi duhovno nakondicirani. Ne? In reče, oče, si imaš prav, sej nad nami sigurno nekaj je. Neka sila, neka energija, nekaj mora biti v vesolju, ker druge logike ni. Druge logike ni. Ni pa važno, katerega Boga verjameš, samo da si dober. Tako so se rešla. In čez 3 mesece sem šel jaz na obisk v Afganistan podeliti firmo nekaterim pripadnikom, pa krstitih, in je takratni poveljnik, ta vojak, specialc je prosil poveljnika, če me on lahko res in pričakati na letališče. Ker mi je hotel povedati nekaj, kar drugim ne upa povedati. No in pride in me pričaka in reče, oče, ampak veš, kaj sem ugotovil? Da ni vseeno, v katerega Boga verjameš. Ni vseeno, kje se ustaviš. Ne? Ni vseeno, v katerega Boga verjameš. On je tam izkusil, da ni vseeno. In da ni dovolj, da verjameš v neko vse splošno silo, vesoljsko silo, energijo, do katere te pripelje razum, ampak da je treba narediti korak naprej. To pa samo katekizem katoliške cerkve, ki je seveda temelj naše vere opredeljen, in tudi mi izhajamo, temeljno vodilo katekizma je prav veroizpoved in te uvodne stvari. Poglejte, znotraj zgodovinskih razmer pa ima človek mnogo težav poznati Boga zgolj z očjo lastnega razuma. Popolnoma drži. Hitro se zavezaš. Hitro ostaneš tebi na eni ravni in ne moreš naprej in nisi sposoben. Morda eno misel bi rad povedal, ki jo je izrekel češki duhovnik in filozof, on je bil v prejšnjem režimu komunizmu tajno posvečen duhovnika Tomaš Halik, zdaj pa še vedno duhovnik in je hkrati tudi profesor, ker je že prej bil profesor na Praški univerzi. In je rekel, da kaj on opaža v Pragi, pa v mnogih krajih, kjer je bil komunizem. Da obstaja skupina, ne samo skupina ljudi, ki išče Boga, pa se hoče vprašanju izogniti, to, kar sem prej našteval, da niti ne obstaja več samo skupina ateistov,
ki zanika Boga, ampak v bistvu bom tudi povedal, kaj v bistvu ateizem pomeni. Teizem pomeni, da veruješ v Boga, ne? Ateizem pa pomeni zanikanje, to iz grščine izhaja. A v začetku je zanikanje, se pravi, zanikam vero v Boga. Ampak ateizem ponavadi pomeni, da jaz zanikam Boga, v kakršnega mislim, da ti veruješ. Se pravi, in to je ateizem. Pravi pa, da se v Pragi in po mnogih teh državah bivšega komunizma in tudi na Zahodu pojavljajo pa skupina ljudi, ki niso niti teisti, to se pravi, niti niso verniki, niti niso ateisti, ki ne verujejo v to, kar oni mislijo, da oni verujejo, ampak so antiateisti. Ljudje, ki jim sploh ni mar za nič več. Nič več. V bistvu so tudi, če se malo postavljali, zelo svetopisemski, ne? Ki živijo iz dneva v dan, ne dovolj delo njegove rasne, če je malo zašali. Se pravi, hitro smo omejeni, ker naša kultura je omejena, naša dojemanja je omejena, mi smo omejeni svojo kulturo, svojimi zgodbami, ne? In tudi svojo izkušnjo, in tudi znanostjo, če hočete. Morda bi prebral kar eno misel, ki je menda zapisal Albert Einstein. Namreč njegova hči je izročila kar veliko pisem, okrog 1400 njegovih pisem je izročila Hebrejski univerzi po njegovi smrti. On je rekel, da lahko ta pisma če bo kandala šele 20 let po njegovi smrti, in jih je dala Hebrejski univerzi. In obstajajo vedno zgodbe, ali so pristne, ali niso, to ni naše področje. Ne? Eni hočejo dokazati, da so, drugi, da niso, pa to ni naše področje. Takole, v poznih 1980-ih je hči slavnega genija Hebrejske univerze donirala 1400 pisem, ki jih je napisal Einstein, pri čemer je naročila, da njihovih vsebin ne objavijo še 2 desetletji po njeni smrti. To je eno izmed njih za Liesl Einstein, se pravi Einsteinovo hčer, takole piše. Ko sem predlagal teorijo relativnosti, me je zelo malo ljudi razumelo. In tudi to, kar bom razkril in prenesel človeštvu zdaj, bo v nasprotju z nerazumevanjem in predsodki sveta. Prosim te, zaščitiš pismo tako dolgo, kot bo potrebno, leta, desetletje, dokler ni služba dovolj napredna, da sprejme to, kar bom razložil. Dokler ni družba dovolj napredna. Obstaja izjemno močna sila, za katero se sedaj znanost še ni našla uradne razlage. To je sila, ki vključuje in ureja vse druge, ter je celo v ozadju vseh pojavov v vesolju, ki pri nas še ni prepoznavna. To je univerzalna sila ljubezni. Ko so znanstveniki iskali enotno teorijo vesolja, so pri tem pozabili na najmočnejšo nevidno silo. Ljubezen je luč, ki razsvetljuje tiste, ki jo dajejo in prejemajo. Ljubezen je gravitacija, ker zaradi nje nekateri ljudje čutijo privlačnost do drugih. Ljubezen je moč, ker pomnoži najboljše, kar imamo, in dovoli človeštvu, da ne ugasne v svoji slepi sebičnosti. Ljubezen razvija in odkriva. Za ljubezen živimo in umremo. Ljubezen je Bog in Bog je ljubezen. Ta sila razloži vse in daje življenju smisel. To je spremljevalka, ki smo jo že predolgo časa prezrli. Morda zato, ker nas je ljubezni strah, saj je edina energija v vesolju, ki se je človek ni naučil upravljati po svoji volji. Da bi ljubezen naredili vidno, se bo svoji najbolj znani enačbi naredil preprosto zamenjavo. Če bi namesto je mc kvadrat sprejeli, da je lahko energijo za zdravljenje sveta mogoče dobiti preko ljubezni, pomnožene s kvadratom hitrosti svetlobe bi prišli do zaključka, da je ljubezen najmočnejša sila, kar jih obstaja, saj nima omejitev. Po človeškem neuspehu z uporabo in nadzorom ostalih sil v vesolju, ki so se obrnile proti nam, je nujno, da se negujemo z drugo vrsto energije. Če želimo, da naša vrsta preživi, če želimo najti smisel življenja, če želimo rešiti svet in vsa čutna bitja, ki ga naseljujejo, je ljubezen edini odgovor.
Morda še nismo pripravljeni, da bi naredili bombo ljubezni, dovolj močno napravo, da bi popolnoma uničila sovraštvo, sebičnost in pohlep. Vendar pa vsak posameznik v sebi nosi majhen, a močan generator ljubezni, čigar energija čaka, da se sprosti. Ko se naučimo dajati in prejemati to univerzalno energijo, bomo potrdili, da ljubezen premaga vse, da je sposobna preseči vse in nič, ker je ljubezen kvintesenca, jedro življenja. Globoko obžalujem, da nisem mogel izraziti tega, kar je v mojem srcu, ki je tiho bilo zate vse moje življenje. Morda je prepozno za opravičilo, ampak čas je relativen in moram ti povedati, da te imam rad in sem zahvaljujoč tebi dosegel dokončni odgovor. Zanimivo, kako je ta znanstvenik, recimo, da je to resno napisal v svojih hčeri. Povedal tudi bistvo, kako bi rekel, stvari, ki jih je odkril v znanosti, vendar ne bistvo, ki so potrebno za življenje. In da se preveč naslanil na življenje, na znanost in na uspehe znanosti, ne pa na to, da bi živel preprosto, da bi živel to življenje. In morda tudi mi malo bolj razmišljamo v tej luči, da bomo lažje razumeli. Krščanstvo in judovstvo pa je za razliko od drugih religij nekaj fascinantno drugačnega. Če se človek lahko svojo močjo odkriva Boga in išče smisel življenja in pri tem odkrije marsikaj dobrega in tudi marsikaj narobe, pa krščanski in judovski Bog pravi takole. Še ena zgodba obstaja, da boš ti človek razumel smisel in lepoto življenja in odkril Boga. In to je najlepši način, da ti jaz povem, kdo sem. In če gledaš res druga verstva, recimo, ko se jih ustanavljali veliki možni, recimo Buda, kaj je on se matral, da bi odkril Boga? Muke in ježeve je trpel. Človek res občuduje, kaj vse je počel. Da bi odkril smisel življenja, smisel trpljenja, Boga, isto tudi mnogi drugi bogovi, celo Mohamed. In krščanstvo uči in podobno tudi judovstvo, ker Bog teh ljudi ni pustil same. Ko ti Boga iščeš, te Bog se eno malo dotakne in ti reče, lej, vendarle ti moram nekaj povedati, po domače govorim, da bomo razumeli. In krščanstvo uči, da vseh teh vrsti, da so zrna resnice, zrna večnega logosa, večne resnice in tudi v filozofiji. Ker Bog ni hotel, da bi človeštvo tavalo. Ampak je vedel, da preprosto, se tudi vedel v svoje samomočnosti, da človek sam ne bo mogel narediti zgodbe do konca. In zato je on sam začel govoriti človeštvu. Pripravljal je zgodbo in to začel govoriti o Abrahamu in ga razdelil v polnosti v svojem sinu Jezusu Kristusu. Zato ustanovitelj naše vere, krščanstva, pa tudi judovstva, ni človek, ni Buda, ni Krišna, ni Mohamed, ampak je Bog. Bog, ki nam je prišel in nam povedal, glej, to v resnici sem, zate sem prišel. In dolga tisočletja pripravljal zgodbo, da bi lahko to razumeli. Bom prebral kar iz svetega pisma, iz katekizma, ker je zelo dobro. Z naravnim razumom mora človek z gotovostjo spoznati Boga iz njegovih del, vendar obstaja še drugačen red spoznanja, ki ga človek ne more doseči s svojim lastnimi močmi, to je red Božjega razodetja. Po docela svobodnem sklepu se Bog razodeva in se podarja človeku. To dela tako, da razodeva svojo skrivnost, svoj dobrohotni načrt, ki ga je pred vsemi veki izoblikoval v Kristusu v prid vseh ljudi. V polnosti razodeva Bog svoj načrt s pošiljatvijo, čuden prevod, da tako je, svojega ljubljenega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Bog je v svoji modrosti in dobroti hotel razodeti samega sebe in razkriti skrivnost svoje volje, da bi ljudje po Kristusu v človečeni besedi imeli v Svetem Duhu dostop k Očetu in bi postali deležni Božje narave. Bog, ki prebiva v nedostopni svetlobi, hoče priobčevati svoje Božje življenje ljudem, ki jih je svobodno ustvaril, da bi jih v svojem edinem sinu napravil za posinovljence. Za razodetjem samega sebe hoče Bog narediti ljudi zmožne, da bi mu odgovarjali, ga spoznavali, ga ljubili daleč onkraj vsega tistega, česar bi bili zmožni sami od sebe. Božji načrt razodetja se uresničuje hkrati z dejanji in besedami, ki so med seboj v notranji zvezi in se med sebojno osvetljujejo. Ta Božji načrt vsebuje posebno Božjo pedagogijo. Bog se priobčuje človeku polagamo, pripravlja ga po stopnjah na sprejem nadnaravnega razodetja samega sebe, ki doseže vrhunec v osebi in poslanstvu človečene Božje besede Jezusa. Sveti Irenej govori o tej Božji pedagogiki s podobo, ki pove, da se Bog in človek polagamo navajata drug na drugega. Božja beseda je prebivala v človeku in postala sin človekov, da bi navadila človeka dojemati Boga in Boga prebivati v človeku, kakor je to všeč Očetu. Zdaj upam, da ni ta stavek pretežak, ampak je pa zelo, zelo bogata. Bog se nam tako razodeva, počasi, tako kot matere vzgajate svoje otroke, počasi, postopno, da bi mi spoznavali čisto preprosto počasi, kdo je Bog in hkrati kdo je človek. In ko postaje eden izmed nas, to najbolj na ves pomen način tudi pokaže. Stopne razodetje, samo kratko, kako še ravno preden bomo šli. Bog se razodeva s stvarjenjem in hkrati tudi z grehom. Zakaj se z grehom razodeva? Ker je Bog dal človeku svobodno izbiro. In človek je izbral, lahko izbere tudi nasprotje tega, kar mu Bog ponuja. In ko izbira v svoji svobodi nasprotje greha, ampak Bog nas uči iz Svetega pisma, da z grehom Bog človeka ne zapusti, ampak ga še vedno ima rad in mu pripravi rešitev. In tako je napovedal od rešenika. Povedal, da bo sicer posledica voda, ampak od rešenika. Potem sklepa z Noetom zavezo. To je tudi zelo močna zadeva. Se pravi, kot človeštvo, vse človeštvo reče, ne bomo več služili Gospodu. Živeli bomo po svoje. Ko so se tako poenotili v napuhu, da so pozidali, govorim s pomočjo svetopisanskih podob, da so pozidali stolp, da bi vrgli Boga celo z neba. Če govorimo o človeški podobi, da mi bivamo tukaj Bog vzore. In ko torej ni bilo nobenega, Bog sklene, kot človeštvo ne zasluži drugega po spoštovanje njihove odločitve, kar Bog dela. Se pravi, če hočete se uničiti, se povničite, Bog se eno reši Noeta in tiste, ki so mu verjeli. In vsa živa bitja in z njim sklene zavezo in pove, da zgodba še ni končana, da Bog še ni upal na človeštvo. Potem izbere Abrahama, najprej Abrahama, tako mu je bilo v začetku ime, v današnjem Iraku, v Uru, in ga prevzdigne v očeta vere, ker je Abraham Bogu sledil. In potem vidimo, da preko njegovih potomcev, ki so postali sužnji, popelje sužnje preko Rdečega morja in na gori Sinaj sklene zavezo z njimi. Pravi, vi bodite moje ljudstvo, jaz bom vas Bog, jaz vas bom čuval in izpolnjujte 10 zapovedi. Oznamenje vas bo Mojzes poškropil z volovsko krvjo. Vi pa se odločite, ali boste danes vi in vaši otroci, za vas in za vaše otroke, izbrali blagoslov ali prekletstvo, življenje ali smrt. Tudi je zapoved Bog ne sklene brez svobodne prevolitve ljudi, Izraelcev. Se pravi, obljubi, z Noetom reši svet, z Abrahom začne počasi človeštvo vzgajati v vedo enega Boga
izbira to izvoljeno ljudstvo, ki zraste iz njega, potem to izvoljeno ljudstvo reši suženjstvo preko Rdečega morja, ta čudovita zgodba, ki ne bomo zdaj obravnavali, bomo pozneje, sklene z njimi zavezo, potem še po prerokih vzgaja, da bi ja pripravil zgodbo človeštva do take stopnje, da bi razumeli to samorazodevanje Boga in njegove ljubezi lastnega bistva s tem, da je postal v svojem sinu eden izmed nas. Zdaj, da ne bom predolg, ne bom bral naprej teh odlomkov, ampak vse smo razumeli. Še tu se moramo dotakniti, predno bomo šli potem pa na naslednji dan. Zakaj so potrebni obrazci? Pa nek skupni povzetek. To se včasih ne zdi samoumevno. In kateri so najstarejši spovedni obrazci? V bistvu je Jezus povedal prvega in najstarejšega. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. V tem je povzeta temelj naše vere. Vera je v enega Boga, v treh osebah. Pojdite in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha, in učite jih izpolnjevati, karkoli sem vam zapovedal. Kdor bo veroval in krščen, bo zveličen. To je povedal pa na drugem mestu. Potem zelo stari so vzkliki na veroizpovedni obrazci, kar pa sploh ne pomislimo velikokrat. To, kar vzklikamo pri maši, ko duhovnik reče skrivnost vere. Tako kot že Pavel pravi, pri maši, Gospodu, znanemo tvojo smrt in tvoje vstajenje, dokler ne pride do slave. Kristusovo smrt in vstajenje. Smrt in vstajenje, to se pravi Božjega Sina. In to so v bistvu najstarejši veroizpovedni obrazci. Potem seveda, ker je cerkev živela v prvem obdobju, rečemo se apostolski dobi, dokler so živeli apostoli, smrtjo apostola Janeza, nekaj se je končala apostolska doba. Potem se začne obdobje cerkvenih očetov, se pravi od apostolske dobe pa do približno tam do 4. stoletja, 5. ko se končajo te velike zgodbe cerkvenih mož, kot so Klemen Rimski, Krizolog, Ciril Aleksandrijski, Bazilij Veliki, celo Papež Leon Veliki, pa tudi Gregor Veliki, ti prvi veliki, tu so pa cerkveni očetje, zelo dobro. Ampak v času tega preganjanja v bistvu so cerkve živele skozi v preganjanju in hkrati so živeli vero, ki so jo prijeli od apostolov, od Jezusa Kristusa, in ni bilo nobene potrebe. Šele potem, ko je cerkev postajala večja in množična, se je pojavil problem, ker so se pojavili tudi nekateri ljudje, ki so zmotno razumeli, nekateri morda so celo hote razumeli določene stvari v zvezi z človečenjem Božjega Sina in treba stvari doreči. Morda še eno stvar moram povedati na temo veroizpovedi. Eno najstarejših veroizpovedi je tudi to, krstna veroizpoved, ki je v bistvu povzeta v tem, kar se pri krstu naredimo kot duhovnik, krščevalec vpraša vernike, se odpoveš hudemu duhu, se odpoveš zapeljivosti zla, se odpoveš grehu in potem sprašuje v bistvu. Ali veruješ Boga Očeta Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje? Ali veruješ Jezusa Kristusa, njegovega Sina, našega Gospoda, ki se je učlovečil, za nas dal svoje življenje, vse od mrtvih in je sedaj v nebesih. In potem tretjič, ali veruješ v Svetega Duha, Svetokatoliško cerkev, čisto svetliko odpuščanje grehov? Te ostanek, te prve, rečemo, krstne veroizpovedi, ki je bila navzoča v vseh cerkvah. Ampak potem so se pa začeli pojavljati nekateri dvomi. Nekateri duhovniki in škofje so namreč začeli poudarjati, ali pa to še pred koncem, še za časa preganja in trditi nekatere stvari, ki pa niso šle v skladu z vero te cerkve, recimo. Eden tak je bil Arij. In od njega se izhaja to ta krivo vera arijanstvo. Namreč
pojavilo se vprašanje, verujemo v Sveto Trojico, ki prepoznavamo kot Boga Očeta, Boga Sina in Svetega Duha. In ali je v skrbi, da je ohranil, tako po domače govorim, nauk Svete Trojice, začel poudarjati vlogo Boga Očeta, do te mere, da je on začel umevati in nekateri kristjani, da je torej Bog Sin podrejen Bogu Očetu. In torej tudi Bog Sveti Duh podrejen Bogu Očetu. In potem drugi so začeli razpravljati, študirati, ko so imeli več časa, ko je bila svoboda, pa kazalo svobodu, da bo cerkev ne bodo več preganjali, so se začeli razpravljati. Ja, v redu, Bog Oče, Bog Sin. Se pravi, Bog Sin se odčlovečil. Kaj je bil zdaj ta Sin? Ali je bil človek, ali je bil Bog? Ali je bil oboje? Ali je imel človeško naravo, ali je imel Božjo naravo, ali je imel obe naravi? Ali je imel človeško dušo, če je bil Bog? Razumete vprašanje? Če je bil Bog, ali je imel človeško dušo, ali ni imel? Potem, če je bil Bog, ali ni potem logično, da je Božja narava prevladala človeško naravo? Se pravi, je bila Božja narava močnejša od človeške. In to je bilo lahko telo samo navidezno. Razumemo cele zgodbe, ki so odzadaj. Potem, če je bil Bog in hkrati človek, katera volja je vladala v njega, a človeška volja ali Božja volja? Ali je on torej, če torej prevladovala Božja volja, ali se on res odločil tudi kot človek, ali se ni torej odločil svobodno, da bo izpolnjeval Očetovo voljo? Cel kup teh vprašanj se je pojavljalo in na koncu je bilo treba nekatere stvari izreči, doreči, tako kot so že naredili v prvi cerkvi. Zato vidite, da je bil v bistvu so imeli hmalo po Jezusovi smrti, 20 let že prvi koncil. Ker nekatere stvari so prišle v cerkvi, so začeli malo bolj tirno iti. Recimo, to je bil tak primer, da je apostol Peter pa nekateri kristjani iz judovstva so zahtevali, da bi kristjani, ki so bili prej pogani, ki so prav Grki, Rimljani, Sirci, morali, predno bi postali kristjani, sprejeti najprej vse judovske običaje, navade, postavo in tudi zunanjosti. Od oblačil do obreze na spolovilu, do spoštovanja Tore, in Pavel je pa zagovarjal, da ne. In ni šlo drugače, kot da je šel Pavel v Rim in so sklicali koncil in tam na koncilu nekatere stvari bi rekli. In kaj je zanimivo, zakaj bi vam rad en del tega prebral. To bi rad vam prebral, zato da boste začutili, kaj pomeni koncil, se pravi zbor apostolov ali njihovih naslednikov, ki se zberejo z jasnim namenom in v Svetem Duhu. Zato tudi, če ste pozorni, ta sinoda, ki zdaj poteka v Rimu, ali pa še bolj zanimivo, pa nemska sinoda, ni koncil, ampak tudi ne reče, da sinoda o tem, da bi tudi papež poudarja, da bi razglabljali v krščanskem nauku, ampak je sinoda o sinodalnosti, to se pravi o tem, kako ne bi razpravljali in živeli vero. Če pa se zberejo apostoli ali njihovi nasledniki v Svetem Duhu z namenom, da določene stvari z področja vere dorečejo, je pa to lahko tudi koncil. In katoliška cerkev priznava 21 ekumenskih koncilov, to se pravi koncilov, ki veljajo za vesoljno cerkev. Nekateri veljajo tudi za pravoslavne. To je bilo vse do leta 1054, ko je uradno šla pravoslavna katoliška cerkev na razen, medtem ko vse ostale cerkve, ki so pa nastajale pozneje, so pa čisto druga zgodba. Takole pravi. Tedaj so apostoli in starešine z vso cerkve sklenili, da zberejo svoje kot dva moža in tako dalje in so poslali pismo. Takole začnejo. Zato smo soglasno sklenili, da zberemo in pošljemo k vam dva moža skupaj z našimi dragimi Barnabom in Pavlom, ki sta svoje življenje zastavila za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. Poslali smo torej Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno sporočita. Sveti Duh je sklenil in mi z njim, da ne nalagamo nobenega drugega bremena, kakor
tale nujno naročila. Zdržite se tega, kar je bilo žrtvovano Marikom in tako dalje. Sveti Duh, ne? Se pravi, prvi koncil je bil nekaj let po Kristusu. To je bil Jeruzalemski koncil. Potem znamenit koncil je bil Nicejski, ko so sprejeli to nicejsko veroizpoved in se dopolnili še potem nekaj desetletij kasneje v Carigradu. Zanimivo, veste, da ste še spet razumeli, kako Bog deluje, da se določena stvar, resnica in nauk izoblikuje, tudi tako, da včasih uporablja kakšno orodje, lahko tudi cesarja. In kot cesar videl Konstantin, ki še ni bil kristjan, da v njegovem kraljestvu pravzaprav je živel. Da v njegovem kraljestvu ni enotnega nauka, da se kristjani malo prepirajo med seboj. Je on sklical škofe skupaj v liceji, v svoji palači. In rekel, fantje, zdaj se bo vse skupaj, skoraj mi rekel, in dokler ne boste izoblikovali ta pravna nauka, molili se boste, bišel, če bo treba, vas ne bomo spustili. Kot veste, da govorimo, ko so volitve papeža, reče jim se jim konklave. Se pravi, včasih so celo zaklenili, dan pod kjave, pod ključ, dokler niso izvolili. Post, kruh, suh kruh, pa voda, pa pod ključ, pa kapljeno, da se hodili na stranišče, dokler ne boste izvolili papeža. Molitev, post, in ko ga boste izvolili, boste pa svobodni. Tako je Bog v bistvu po cesarju naredil, da so se oni zbrali na prvem. No in na teh dveh koncilih v bistvu so potrdili in sprejeli tisto veroizpovedi obrazenc, ki ga še mi danes molimo, recimo Bedelika. In ki ga je treba v bistvu znati na pamet. Ker noter je povzeta temeljna vsebina naše vere. In v bistvu zelo izbran in bogato besedilo povzetka naše vere, v katerem je povzeto ta glavno, recimo, da verujemo Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. In da sta Sin in Oče enega bistva. In da je Sin rojen, Božji Sin, rojen iz očeta pred veki, od vekoma je torej iz očeta izhaja, pa je rojen iz device Marije. Marija mu je torej dala telo. In če Marija torej Božjemu Sinu dala človeško telo, je torej Jezusova človeška mati, in ker je dala telo Božjemu Sinu, je tudi Jezusova Božja mati, je tudi Božja mati. Se pravi, je Marija Jezusova človekorodica in kot rečejo pravoslavci, pa tudi naši predniki smo rekli včasih Bogorodica, je rodila Jezusa kot eno bitje, čutimo v ozadju tisto vprašanje, kdo je Jezus, kdo je Božji Sin, človeka je Bog, je navidezno Bog ali resnični Bog. In ali nas je odrešil, torej, če ni resnični Bog, in nas ni odrešil, potem ni odrešil na križu v lastnem telesu. Če torej bil Bog samo navidezno imel človeško telo, pomeni, da nismo odrešeni. In tle od zadaj vidite muslimansko pojmovanje Kristusa. Se pravi, Bog je poskrbel, da je imel Jezus kot predlog, pravijo oni, v bistvu telo in je navidezno umrl, navidezno se je zgodilo vstajenje, ker je pač ga je rešil trpljenje. Po nauku cerkve, od vsega začetka in izoblikovano potem v to formulo veroizpovedi, pa je Kristus pravi Bog in pravi človek. In on je s telesom eden izmed nas. Zato, ker je s telesom eden izmed nas, je naš brat. In Bog se je torej spustil Kristusu človeku nepostopno, do te mere, da je postal eden izmed nas in s telesom nas je rešil, je umrl na križu. On ni navidezno umrl, on ni umrl na križu. Tuči cerkev, te veroizpovedi, Marija Jezusova človeška in Božja mati. Zato Marijo častimo kot Božja mati. Razumete? Zato ta nauk nam pravoslavnim, pa nam pa pravoslavnim ne dela težav. Dela pa težav protestantom, ki so nastali v 16. stoletju. Po vsem drugim poznejšim skupnostim, crkvam in sektam. Od vsega začetka pa se Marijo razume, in to so takrat izrekli kot Božjo, Jezusovo Božjo in človeško mater, torej
je naša sestra, ki je rodila Božjega sina, to se pravi tudi Boga, ne samo človeka, in je torej Bogorodica. Boga rodite, ne, to vse človeško izrazje je omejeno. Zdaj pa še pole, da boste razumeli, ne moramo se vsega dotakniti. Od vsega začetka je bilo v cerkvi ena zelo močna zgodba, ki se je reklo izročitev veroizpovedi. Veroizpoved, ki so jo sprejeli, potrdili, oblikovali do konca na koncilu v Niceji in Carigradu, torej v 4. stoletju, izhaja iz že prejšnjih časov, torej neke vrste apostolska krstna veroizpoved. In takrat so kristjani postajali samo odrasli. 3 leta je trajala približno, včasih pa še več, priprava na to, da so postali kristjani. Če so se na koncu odločili. Prej sploh niso smeli hoditi v cerkev, tudi potem, ko je že cerkev dobila svobodo. Ampak so imeli v bistvu ob cerkvah, ki so bile običajno v tistem času bazilike, ne bo zdaj razlagal, kaj to je, približno vemo, so imeli zraven še posebno poslopje, ki je bilo čisto podobno tej baziliki, ki je bila cerkev, noter so imeli pa čisto poslopje, ker je toliko ljudi se odločalo odrasli, da bodo kristjani. Tam so se pa pripravljali samo za vstop v krščanstvo. Nekje na povezavi med obema je bila pa krstilnica, baptisterij. In ti, ki so se pripravljali 3 leta, niso mogli biti primaši. Zakaj? Ker niso bili krščeni, niso bili poučeni in niso bili krščeni. Lahko so pa začeli potem, ko se jim je izročila vera, se pravi, ko so jim izročili simboli vere, kot se reče, tradicijo simbolih, ko so jim to vero izročili in so se jo oni naučili na pamet in jo javno pred vso cerkvijo na glas, na pamet izpovedali, takrat so pa lahko začeli hoditi maši. Do konca pridijo, bo so morali to ven, dokler niso bili še krščeni. No in ta obred je zelo močan in še danes ga pri odraslih upoštevamo, čeprav bo naklikana na izročitev veroizpovedi, ki cerkev izroči, in potem v prvi cerkvi so poznali tudi vrnitev veroizpovedi. Potem pa, ko je bil krščen, je torej sprejel to, kar je javno izpovedal, mu je bila dala milost krste in svetovirma, takrat je bilo v prvi cerkvi to skupaj, je potem pa spet javno vrnil obrazec veroizpovedi škofov. To ima zelo močno simboliko. Rimljani naj bi imeli tako navado, se pravi, tudi najlepša oblika znamenja večnega prijateljstva, torej, ko se pri nas najdemo ne srčke, ne pa polga fan, polga punca. Rimljani so naj bi imeli pa to podobno nekaj glinenega ali spodobnega materijala in so to prelomili in je vsak vzel polovico ali pa celo na 3 dele. In če si dal te dele skupaj, torej lahko čez desetletja, lahko je tvoj sin prišel 1000 kilometrov nazaj, je slišal, da je tam očetov najboljši prijatelj in da bo je dal ta simbol. In ko so dali ta simbol skupaj, so povezani in je prijateljstvo zopet zaživelo, se pravi občestvo, skupnost prijateljstva, tudi nikde ne more računati. In to so na nek način kristjani sprejeli. In bi rad za zaključek vam samo en del tega prebral, kako je bilo to v prvi cerkvi, ker se mi zdi zelo, zelo nazorno. Gre namreč za primer enega rimskega velikaša, ki ga je Avguštin poznal po prijateljih. In kako je on to naredil? Celoten proces zgodbe je takole. Viktorin je bil učen, sila učen, v vseh svobodnih znanostih, nenavadno izveden starec, ki je prebral in pretehtal ne vem koliko filozofov in bil učitelj celi vrsti plemenitih senatorjev. Za sijajne zasluge, ki se jih je pridobil z vzornim upravljanjem svojega poklica, so mu podelili odlikovanje, kakršno je pri meščanih tega sveta posebno čislih, marveč, da so mu postavili kip
na rimskem forumu še za časa njegovega življenja. Si predstavljaš. Pri nas, da bi tako predsednikom ta boljši dejala, kot predsednicom. Bil je prav dosili hlas častilec Malikov in se je redno udeleževal bogosprunskih obredov, s katerimi se je napihovalo takrat domalega vse rimsko plemstvo. V teh obredih so častili tega in tako dalje. Bral pa je tudi svetopismo, kot mi je prepovedoval prijatelj Simplicijan, še prav ne javno, ampak skrivaj in povsem zaupno. Ti veš, kaj ne, da sem že zdavnaj hristijan, je rekel Simplicijanov, on pa govori, dokler te ne vidim v Kristusovi cerkvi, ne bom verjel in te ne bom štel med hristijane. Možakar pa se je smejal in šalil rekoč, potem takem torej stene delajo hristijane. Zelo logično, ne? Tako je večkrat poudarjal, da je že hristijan. Simplicijan, ko mu je zmerno enako odgovarjal, on pa zmerno smehom ponavljal svojo opasko o stenah. Bal se je namreč spotike pri svojih prijateljih, oholih častilcih hudih duhov, misleč, da bi se utegnila zrušiti nam teža sovraštva zvrhanih njihovega babilonskega dostojanstva, kakor sceder Libanona. In potem tako nadaljuje, in potem nekega dne, ko mu je omrzela nečimrnost in je zapeklo ga od sramu pred resnico, da bo moral pred Bogom odgovarjati, to se pravi svetopismo v branju mu je koristilo, je prišel k meni in mi rekel, Simplicijano in mu rekel, podivo cerkvi, postati hočem hristijan. Prijatelj od veselja ni vedel, kaj bi in je šel z njim. Ko pa je bil uveden v osnovne skrivnosti svetega nauka, se je kmalu na splošno začudenje Rima in veliko veselje cerkve prijavil, da bi se rad prevodil v krstu. Ošabni so videli in se jezili, škripali zobmi in koprneli. Tvoj služabnik pa je zaupal Gospodu svojemu Bogu in se ni oziral po nečimrnostih in lažnivih praznikih. Končno je prišla ura, ko naj bi opravil javno izpoved vere. To se dogaja v Rimu navadno tako, da stopijo tisti, ki so prepuščeni k milosti tvojega krsta, na nekoliko vzvišen oder in izpovedujejo pričo vernega ljudstva vero po določenem besedilu, ki so se ga naučili na pamet. Viktorinu, tako je pripovedoval Simplicijan dalje, so duhovniki svetovali, naj bi opravil svojo izpoved na tihoma, kot se je običajno dovoljevala takim, od katerih je bilo pričakovati, da bi jim utegnil pri javnem nastopu drgetal strah zatrgniti grlo. A Viktorin je hotel izpovedati svojo rešitev rajše v priču pobožne množice, pa Avguštin poleg oddeluje. Saj v zgovornosti, ki je poučeval, ni bila rešitev in vendar je kot profesor javno oznanjal. Če se torej ni bal razglašati svojih lastnih besed krdelom, bedakov, koliko manj se mu je bilo plašiti šele pred to krotko čredo izpovedovati tvoje besede. Ko potem takem izstopi na oder, da bi objavil izpoved vere, si je vse, kar ga je poznalo in kdo bi ga v Rimu ne poznal, z vidnimi znaki veselja šepetalo njegovo ime Viktorin, Viktorin in zamolklim jekom pošumevalo po radosti množici od ust. In za zaključek. In posle ga hoteli vsi objemati na kristjane, zato to druženje je vedno pomembno. In pravi takole Avguštin. In roke, ki so ga vlekle, so bile roke ljubezni in veselja. Se pravi, se kratko ponovimo. Človek je sposoben Boga, to verujemo in vemo, da ga je. Bog se razodeva zato, ker ve, da človek bi hitro zašel v zmoto in čeprav se trudi in je poskrbel, da so vseh poteh in religije zrne resnice, ni šlo drugače, kot da je on sam se začel razodevati. Počasi, postopno. Zdaj je staro zavetno ljudstvo in potem se najlepše razodev z učlovečenjem svojega sina, z njegovo smrtjo na križu, s telesnim vstajenjem in z nebogodom. In vse to se je počasi izoblikovalo v obrazce in se še danes
izoblikuje. Morda sem eno stvar sem pa pozabil povedati, kaj je verski čut Božjega ljudstva, ki je vedno tudi pomembna, veste. In cerkev ga upošteva, ker Sveti Duh deluje tudi po vernem Božjem ljudstvu. Recimo v 19. stoletju je bila razglašena dogma o Marijinem brezmadežnem spočetju, ne vem, če veste. V prejšnjem stoletju pa dogma o Marijinem vnebovzetju. Ampak še zdaj, se pravi, 60 let nazaj, pa 150 let nazaj pa dogma o Marijinem brezmadežnem spočetju. Je razrazil koncil to resnico podobno. Ampak ljudje so pa prej od vsega začetka to verjeli. To je čut vernega ljudstva. Ko recimo v moji rojstni župniji je cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja od 1680. 1854, nekaj tazga, je bilo pa razglašena še na dogma. Ljudstvo je verjelo, Sveti Duh deluje tudi po ljudstvu. In ko predno papež skupaj s škofi na koncilu razglasi neko versko resnico, vedno povpraša verno Božje ljudstvo. Ali je to vera Božjega ljudstva, ker Sveti Duh, ali s tem, ki pride novega? Ne. Samo papež, samo tisto, kar je v verovanju cerkve bilo v stoletju po Svetem Duhu že povedano, oblikuje v versko resnico. Pa boste rekli, ja, kaj pa prikazovanje, pa dobro, pa Medžugorju. Kam pa to sodi? V bistvu nikam. To so privatna razodetja, za katere cerkev pravi, da so resnična ali lahko resnična, če in ker ne nasprotujejo nauku cerkve. Smo razumeli. Zato se tako zgodba, recimo z Medžugorjem, tisti, če kdo pozna, tako dolgo vleče že vse od 80-ih let. Tudi zato, ker so še menda prikazovanja, hkrati pa vedno počasi izreka cerkev, da tisto, kar se tam dogaja, ni v nasprotju z naukom cerkve. Torej, je lahko resnica. Nikoli pa cerkev ne bo rekla, da je uradno papež rekel, recimo, da so v Medžugorju prikazuje Marijo. Ali pa v Lourdu. Ne? Cerkev pa je rekla samo, da tisto, kar se tam, Bogu pa je tudi to mogoče, ne? Ni v nasprotju z naukom cerkve. In če to pomaga tudi k verovanju, potem je to nekaj dobrodošlega. Hvala lepa za danes. Najlepša hvala, gospod župnik, za bogata in pa zelo izčrpna razmišljanja. Pa mislim, da si župnik zaslužen aplavz.